Dosti imam. Česa imam dosti? Ja, dosti imam tega, da vedno, ko so velike naravne katastrofe v Sloveniji, se pokaže, kako so potrebni nam gasilci. Pa tukaj ne bi govoril kaj dosti o poklicnih gasilcih, ki jim je to služba. Tukaj predvsem mislim govoriti o prostovoljnih gasilcih in gasilkah oziroma o prostovoljnih gasilskih društvih. Dajmo zdaj eno špico, potem pa nadaljujemo. Vedno, ko so bile te kakšne velike nesreče v Sloveniji, sicer predvsem, kar se tiče požarov, bolj v industrijskih objektih, so vedno prišla prav prostovoljna gasilska društva. Pa tudi, če so bila samo dovolj, v narekovajih, za dovažanje vode. Kajti je to po eni strani razumljivo, saj v teh gasilskih društvih ni dosti kvalificiranih ljudi za določene potrebe. Ampak konec koncev, saj tudi gasilska društva potrebujejo obleko, obutev in primerna vozila. Zaradi tega pa morajo ta omenjena društva dostikrat prirejati veselice, srečelove in podobno. Seveda potem ni čudno, da jih mi, sploh ljudje, ko smo mlajši, vidimo kot pijančke, ki skozi prirejajo razne veselice in se ga napijajo in tako naprej. Dejstvo pa je, da sama gasilska društva oziroma prostovoljna gasilska društva, da se popravim, dobijo baje bore malo od same gasilske zveze. Ravno prej omenjene dejavnosti pa pripomorejo k temu, da si lahko v nekaj letih, pa mogoče celo s pomočjo občine tudi kupijo kakšno gasilsko vozilo oziroma glede na tiste potrebe, ki jih imajo takrat. Zato vas v tem trenutku prosim, da ne pošiljajte gasilec 5 na 1919, saj je že kar nekaj časa znano, da v kolikor pošljete tako sporočilo, bo ta denar dobil seveda vsaj manjši delež operater in pa celotno pogačo Gasilska zveza Slovenije, ki pa, kot sem že prej omenil, ni ravno dober vzor izplačil gasilskim društvom. Zato, če želite donirati kakršnokoli finančno pomoč svojemu gasilskemu društvu v občini ali v vašem kraju, dajte to storiti direktno z nakazilom na njihov tekoči račun. Tako boste najbolj pripomogli temu društvu. Je pa bilo po mojem mnenju samo še vprašanje časa, kdaj bo močno zagorelo na Krasu. Zakaj to govorim? Ja, to govorim zato, ker je že bilo kar nekaj primerov, ko so sicer te požare hitro omejili in pogasili, predvsem ko so bili ti požari ob železnici. Ničkolikokrat se je namreč blizu železnice zaiskrilo in seveda požar je bil neizbežen. Je pa to območje, ki je zelo težko za gašenje in tu se je pokazal ponovno manko dejanskega pravega gasilskega helikopterja ali pa, če ne drugega, vsaj vojaškega helikopterja ali pa policijskega helikopterja, ki je zelo primeren tudi za gašenje požarov. Zakaj to govorim? Ja, trenutna kapaciteta, ki jo lahko naši slovenski helikopterji prevozijo, je, če so podatki pravilni, 600 litrov. Že tako nam primanjkuje helikopterjev v naši državi, tako za prometne nesreče kot za reševanje v gorah in seveda tudi take primere. Že nekaj mesecev nazaj je Ivo Boscarol, ko je prodal Pipistrel, obljubil, da bo z donacijo, ki jo je namenil občini Ajdovščina, lahko le-ta kupila helikopter, ki je namenjen vsem tem dejavnostim. Je pa tukaj zanimivo dejstvo, da se je šele sedaj Evropska unija odločila iti v pogajanja z proizvajalcem letal Canadair, da bo le-ta spet oživil proizvodnjo. Dejstvo je, da so poletja čedalje bolj vroča, da je čedalje več požarov in da celotna Evropa kot skupnost potrebuje močno podporo iz zraka. Predvsem z Canadairji oziroma s podobnimi tipi letal. Kot vemo, nam pomaga hrvaški Canadair in pa mislim, da tudi dva bolgarska letala in eno madžarsko letalo. Mislim, da je sicer samo Canadair tak, ki dejansko lahko zajame vodo v letu in jo tudi spusti na prizorišče požara zelo blizu. Zaradi tega so ti tipi letal izredno priljubljeni. Samo upam, da bo Slovenija tokrat pristopila zraven, kajti potrebujemo ga oziroma potrebujemo ga vsi skupaj. Baje naj bi Evropska unija sicer to vse skupaj financirala, predvsem
financirala naj bi vzdrževanje in pa posadke teh letal. Kajti to gre vse v obliko intervencije in to krije Evropska unija, oziroma vsaj naj bi krila. Zakaj pa so sploh ta letala tako boljša kot helikopterji? Ja, zaradi same nosilnosti. Kot sem že prej omenil, naši helikopterji oziroma podobni tipi helikopterjev lahko prenesejo tam 600 do verjetno kakšnih 800, 900 litrov vode naenkrat. Oziroma verjetno tisti največji, po moje celo več, lahko po moje kakšnih 2000 litrov. Medtem ko sam Canadair lahko prenese 6000 litrov vode, torej 10-krat več. Pa kar je tukaj tudi najbolj pomembno, seveda sam obračalnik roka, kako bi temu rekel, nekako se to temu reče v aviaciji, je veliko krajši kot pri samem helikopterju, glede na samo količino vode, ki jo spusti. Dragi gasilci in gasilke, tako v poklicnem udejstvovanju, kot tudi v prostovoljnih gasilskih društvih, ne pozabite, mi smo vedno z vami, kajti vi nam pomagate takrat, ko je nam najtežje. Je pa dejstvo, da vam to premalokrat pokažemo. Zdržite. V kolikor bi mi radi sledili na socialnih omrežjih, imate zdajle tukajle nekje gor napisano, kje me lahko sledite. Se vidimo v naslednjem videu.